Kot dobro vemo, ženske so, bi rekel, skozi celo zgodovino borijo in bijejo boj za dosego enakopravnosti med spoloma. Veliko poti v prejšnjem stoletju, predvsem v prejšnjem stoletju in v zadnjih letih je bilo opravljene, prehojene, veliko je bilo dosežkov tudi na tem področju uveljavljanja pravic. Še vedno pa obstajajo razlike med spoloma. O nekaterih bomo mogoče tudi spregovorili danes, predvsem kar zadeva dejansko politično sfero. Kot zanimivost bi izpostavil, da pri Slovensko kulturno-gospodarski zvezi smo primer dobre prakse, kajti trenutno ženske so v večini, pokrivajo, bi rekel, kar 4 od 5 strukturnih organov, predsedujejo kar 4 od 5 strukturnih organov organizacije. To se pravi, da smo res primer dobre prakse. Malo hecno lahko povem, da sem v veliki manjšini, vendar v dobri družbi, tako bom rekel. Z velikim veseljem pozdravljam današnje gostje tudi današnjega večera, in sicer senatorko v italijanskem parlamentu Tatjano Rojc, županjo občine Zvonik Moniko Hrovatin, županjo občine Repentabor Tanjo Kosmina, tržaški občinski svetnici Valentino Repini in Sabrino Morena, predsednico rajonskega sveta za Zahodni Kras oziroma zahodno-kraškega rajonskega sveta Majo Tence. Pogovor z njimi bo vodila in moderirala članica pokrajinskega odbora Slovensko kulturno-gospodarske zveze Martina Jazbec. Ob mednarodnem dnevu žena smo se pri Slovensko kulturno-gospodarski zvezi želeli tudi pokloniti 2 ženskima likoma slovenske politike v Italiji, in to sta Marija Bernetič in Jelka Grbec. Delo in življenje naših prvih parlamentark bo predstavil naš zgodovinar Štefan Čok. Predtem pa bi še predal besedo naši predsednici, in sicer Ksenji Dobrila, ki je tudi danes med nami, jo lepo pozdravljam in tudi jo prosim za krajši pozdrav. Hvala, Igor, tudi z moje strani današnjim gostjam lep večer, dobrodošle. Zelo sem vesela, da smo na 8. marec uspeli zbrati ženske, ki so v prvi vrsti angažirane v političnem boju za pravice, pravice družbe naše, in so istočasno Slovenke ali pa delijo z nami to našo slovensko kulturo. Čestitala bi tudi tržaškemu pokrajinskemu odboru, ker si je zamislil ta večer in mu dal zelo lep naslov. Borke sodobne družbe. Jaz mislim, da je to dejansko res, kajti za žensko, da se opredeli poleg službe, poleg vseh drugih zadolžitev v družini, v družbenem okolju, da se angažira tudi v politiki. To pomeni pravzaprav vsakdanji boj za uveljavljanje, boj za čas, angažma, boj za pridobitev kompetenc, za uveljavitev. Dejansko nič ne pride samo od sebe, ampak se je potreba zares uveljavljati in boriti dan za dnem, in to bodo naše sogovornice zelo dobro lahko izpostavile. Prebrali smo, da je pandemija pobrala 101 tisoč delovnih mest in od teh je bilo kar 99 tisoč mest, ki so jih zasedale ženske. Da je nekaj močno narobe v današnji družbi, je tudi odraz tega, da v 75 letih Italijanske republike je bilo samo 6,5% žensk v vladi. Na 4864 ministrov je bilo samo, ali potajnikov je bilo samo 319 žensk. Glede na to, da ženske predstavljajo 51,2% populacije te države in da so podpredstavljene, da so premalo predstavljene, pomeni, da družba ni po njihovi meri in da ne kroji usodo ne v delovnem okolju, ne na področju materinstva, ne na področju družine. To vidimo tudi, velik pokazatelj je tudi nizka rodnost, pa ne zato, ker si ženske ne bi želele
biti matere, ampak ker je ta vloga dejansko tudi zelo, zelo zahtevna, ko delavka skuša usklajevati svojo službo, družbeni angažma in materinstvo. Dejansko je v naši družbi nekaj močno narobe, so pa tudi svetle izjeme v Evropi, čedalje več razvitih držav ima za predsednice ženske, predsednice vlade, predsednice držav, predvsem tiste države, ki so se zelo, zelo dobro uveljavile prav zdaj v tem kriznem času pandemije. Obstaja študija, da so se tiste države, ki jih vodijo ženske, odzvale zelo hitro, zelo pragmatično in dejansko dosegle zelo dobre performanse, kar se tiče tudi ukrepov. Tako da staviti na žensko v politiki je pravzaprav zmagovito in sodobno. Tako, po tej uvodni misli bi predala besedo Štefanu, da nam spregovori o naših svetlih vzorih iz preteklosti in potem bomo predali besedo našim gostjem. Prosim, Štefan. Torej, najlepša hvala za povabilo, seveda lep pozdrav vsem sodelujočim in predvsem živel 8. marec. Strniti v nekaj minutah vlogo dveh tako pomembnih figur, ko sta bili Marija Barnetič in Jelka Gerbec, ne bo enostavno. In prav zaradi tega sem si tudi pripravil nekaj zapiskov. Naj se seveda tudi opravičim, če v nekaj minutah bom lahko podal le nekaj osnovnih informacij. Ker oba lika seveda povezujemo kot prvo in najprej na vlogo, ki sta jo Marija Barnetič in Jelka Gerbec igrali v rimskem parlamentu, a gre v resnici v obeh primerih za dve figuri, ki sta opravili ogromno delo tudi pred in po tisti parlamentarni izkušnji in je torej pomembno, da se spomnijo teh dveh figur v celoti, če lahko tako rečem. Če bi pričel z Marijo Barnetič, naj kot prvo opozorim, da med drugim ravno v teh dneh, smo ravno v dneh, ko poteka tako obletnica rojstnega dne, 14. marca 1902, ko se je rodila, in pred par dnevi pa je bila tudi obletnica njene smrti, 1. marec 1993. Njena mladost je bila tesno vezana na Sveti Jakob, na Šentjakobsko četrt. In torej naj si dovolim, da se mi zdi reči, da je skoraj primerno, da vam govorim iz sedeža odseka za zgodovino Narodne študijske knjižnice na ulici Monteki. V poslopju, torej, ki se je nahajala tista družba svetega Cirila in Metoda, katere same Marija Barnetič je bila učenka. In med drugim ob tej stavbi pa se nahaja tudi majhni mestni park, ki nosi njeno ime. Smo rekli, Marija Barnetič, ki je vezana, katere mladost je vezana na Sveti Jakob, katere življenje pa bo tudi zelo hitro vezano na politiko in na levico. Leta 1921 vstopi v komunistično partijo Italije in naj glede tega opozorim samo na nekaj dogodkov, ki se zgodijo v tistem obdobju. Le nekaj mesecev prej, 1920, jesen 1920, so barikade pri Svetem Jakobu. Strelja se na delavsko četrt, vojska in škvadristi streljajo na to delavsko četrt. In to v istem letu, ko samo nekaj mesecev prej je že prišlo do požiga Narodnega doma. Smo v istem obdobju, januar 1921, ko pride tudi do velikega razkola na levici, ko tudi italijanski in slovenski in italijanske in slovenske levičarke iz Primorske se morajo odločiti, komunizem ali socializem. Je prav tisto obdobje po prvi svetovni vojni, ki bo tako močno zaznamovalo tudi poznejše dogajanje. Politična pot Barnetičeve se torej prične v dramatičnem obdobju. V obdobju močnih političnih nemirov, ki potem sledi zatišje. Ampak katero zatišje? Tisto zatišje, ki ga privede diktatura. Leto 1922, prihod fašizma na oblast, ko seveda, kdor ima različno mnenje, tega ne more več izražati svobodno. To pa seveda ni bilo dovolj, da bi se Barnetičeva odrekla tistim idealom in vrednotam, v katere je verjela. Takoj se je vključila tudi v ilegalne oblike političnega delovanja, saj kmalu zatem, že v 20 letih, jo že
prvič dobimo v zaporu in potem 2 leti političnega nadzora, takoj zatem pa se ponovno vrne v borbo, že v ilegali, za tiste borbe, v katere je verjela. Na začetku 30 let ima že pomembne vloge v sklopu ilegalne KPI, mora se tudi zateči leta 1933 v tujino, v Francijo, da bi se izognila novi aretaciji, se vrne v naših kraje tik pred novo vojno, leta 1938, ko se že zgrinjajo nad Evropo oblaki nove vojne. 1939 ponovna aretacija, mučenje v Genovi, konkretno mučenje v Genovi. In potem pa tudi obsodba pred posebnim sodiščem, 16 let zaporne kazni. Pristala jih je seveda le 3, ker dočaka kapitulacijo Italije v Perugii, septembra 1943, in takoj zatem jo ponovno dobimo v naših krajih, ponovno aktivno, ponovno angažirano za njene ideale. Padla bo tudi v roke Kolotjeve tolpe in tudi Marija Barnetič bo ponovno šla skozi mučenje, tokrat v zloglasni Vili Triste. Odporništvo je utegnilo osvoboditi in od maja 1944 dalje bo partizani bo predvsem skrbela za povezavo z italijanskimi notami v sklopu slovenske partizanske vojske. Po drugi svetovni vojni dobimo takoj med najvidnejšimi predstavniki najprej komunistične partije Julijske krajine in pozneje komunistične partije Svobodnega tržaškega ozemlja. In v tem kontekstu doživi in je tudi protagonistka istočasno Kominforma. Je protagonistka in ga doživi in se opredeli za Stalina. In naj vam glede tega posredujem samo eno majhno anekdoto, ki mi je pred leti povedal Antonino Cuffaro, dolgoletni voditelj tržaških komunistov, ki mi je pripovedoval, da ko je prvič delegacija tržaških komunistov šla ponovno na Reko, to šele v 60-ih letih, prvo uradno srečanje z reškimi komunisti, medtem ko je Marija Barnetič govorila, imela svoj govor iz odra, se mu približa predstavnik reških komunistov in reče Cuffaru: "A veš, da imam zanjo še vedno veljavni nalog za prijetje?" Torej, da po tolikih letih ima še vedno dokument, na podlagi katerega bi jo lahko priprl še vedno zaradi spora okoli Kominforma. Cuffaro mi je tudi pripovedoval, da je takrat začutil pravi hladni polt, ker ni vedel, ali ta reški komunist se heca ali govori resno. V resnici je bil to hec takrat. Ampak mislim, da tudi taka anekdota nam pomaga, da razumemo, kaj je pomenila tudi politična angažiranost v dobi, ko so bile ideologije tako močne in v dobi, ko so bili tudi spori vezani na ideologijo še tako močni. Leta 1952 je Marija Barnetič prvič izvoljena v tržaški občinski svet, leta 1858 prvič kandidira za parlament na listi KPI, ko prvič tudi tržaški del sodeluje na volitvah za rimski parlament, in leta 1963 je končno izvoljena v poslansko zbornico. V letih, ko so imeli komunisti še malo manevrskega prostora, saj so bili v strogi opoziciji. Kljub temu pa je bila njena prisotnost v rimskem parlamentu imela ogromen simbolni pomen. In o tem pričajo tudi ostri odzivi, ki jih je doživela ob tistih nekaj slovenskih besedah, ki jih je kot prva izrekla v parlamentu demokratične Italije. Naj povem še eno anekdoto v zvezi s tem, naj imamo to za srečno naključje ali pa za znak usode, da je njena izvolitev potrjena ravno 25. julija 1963, točno 20 let po padcu fašizma. Marija Barnetič je bila v parlamentu samo en mandat. Dosti daljša pa je bila nasploh njena angažiranost v strankinem listu Delo, katerega je bila tudi odgovorna urednica, a tudi v Združenju partizanov in v Združenju političnih preganjencev. Politični svet, v katerem je živela in delovala Marija Barnetič, se v bistvu zaključi leta 1991 s koncem dolge poti KPI. To pa ji ni onemogočilo, da se je tudi v tako visoki starosti tudi na koncu opredelila. Takrat se ona odloči za Demokratično stranko levice. In torej ona ostane do konca lik ženske, ki je pripravljena sprejeti odgovornost svojih odločitev. Do konca se opredeli in pove svoje mnenje. Če preidem na Jelko Grbec, na drugi pomembni lik,
Če za Marijo Barnetič smo rekli, da se njena politična pot prične v viharnih letih, takoj po prvi svetovni vojni, se pa politična pot Jelke Grbec dejansko prične v teku druge vojne. Jelka Grbec se rodi v Barkoljah leta 1927 in za razliko od starejše Marije Barnetič ne doživi vzpona fašizma, temveč zraste v svetu, ki ga fašizem ureja. Jelka Grbec zraste v fašizmu. Leta 1943 se pa kot 16-letno dekle, in tu poudarim te zadeve, ker tudi ti podatki so pomembni, odloči za odpor, se vključi v odporniško gibanje in se potem vključi tudi v komunistične organizacije. Postala je članica Komunistične partije Svobodnega tržaškega ozemlja leta 1947 in se leto pozneje, podobno kot Marija Barnetič, se tudi ona v sporu med Titom in Stalinom odločila za slednjega. Deluje v 50 letih v posebnih organizacijah, ki so bile vezane na kominformski tabor, če lahko tako rečem, in prevzame pozneje pomembne funkcije v teh organizacijah. In tudi v drugih, na primer v Združenju Italija-Sovjetska zveza in tudi v samem državnem KPI. Leta 1964 postane članica Tržaške pokrajinske skupščine, kmalu zatem članica Tržaškega občinskega sveta in seveda višek njene politične kariere pa izvolitev v senat leta 1976. V popolnoma različnem obdobju v primerjavi z Marijo Barnetič, Jelka Grbec je izvoljena v letu, ko je KPI na višku svoje politične moči, v letih tajnika Enrika Berlinguerja, v letih, ko ni več mogoče prezreti teže, ki jo komunisti imajo v družbi in tudi na volitvah. Ime Jelke Grbec je tesno vezano na vprašanje zakonske zaščite za slovensko manjšino. Boj, ki se je pričel že pred njenim prihodom v rimski parlament z Albinom Škerkom, boj, ki ga Grčeva nadaljuje, nadgradi v letih, ko je izgledalo, da bo lahko res prišlo v kratkem do zaščite. Potem do tega ne prišlo, ker so tudi leta po Ozimu in so leta potem pojava liste za Trst. Jelka Grbec pa je vztrajala do konca svojega mandata do leta 1987, zato da bi do zaščite prišlo. In z isto doslednostjo in pokončnostjo ni klonila pred vsemi žaljivkami, katerih je bila tarča. Ker seveda v letih, ko je bila v Trstu najmočnejša kampanja proti bilinguizmu, ker to so bila leta, ko je bilo geslo no al bilinguizmu, seveda, kdo je bil največja tarča, če ne slovenska senatorka, ki si je dovoljevala zagovarjati zaščito slovenske manjšine v rimskem parlamentu. In da je pa tudi v njenem primeru šlo za načelno vprašanje in ne le za specifično vprašanje, priča trud, ki ga vložila ne le v podporo slovenske skupnosti v Italiji, ampak tudi na primeru podporo italijanske skupnosti v takratni Jugoslaviji. Evo, če si lahko dovolim in se bližam koncu, ker sem že predolg, tudi v tem primeru osebno noto, glede na to, da je letos 20 let od sprejetja zaščitnega zakona, moramo upoštevati, koliko je bila dolga tista pot, ki so jo vsi slovenski parlamentarci in parlamentarke prehodili, da bi do tistega zaščitnega zakona prišlo. Tako kot so jo prehodile številne stranke in organizacije, ki so zagovarjali zaščito. In med temi seveda je bila Komunistična partija Italije, kateri sta pripadali tako Marija Barnetič kot Jelka Grbec. Njuna politična pot se v bistvu razide leta 1991, ko se je Jelka Grbec pa odločila za nadaljevanje v stranki komunistične prenove, od stranke, katera je bila tudi sama soustanoviteljica. Njena pot pa se je kmalu zatem tudi zaključila, saj je žal po dolgi bolezni umrla 10. aprila 1996. Še tu naj dodam, 11 dni pred zmago leve sredine na italijanskih političnih volitvah. A to je že druga zgodba. Da zaključim. Marija Barnetič in Jelka Grbec sta lika dveh žensk, ki sta igrali ogromno vlogo v zgodovini naše skupnosti. Kot ženski, kot Slovenki in kot prepričani zagovornici ideje sveta, v katero sta verjeli. Njuno tradicijo so nadaljevali nove generacije, tudi v rimskem parlamentu, od Tamare Blažina do Tatjane Rojc. In naj zaključim svoj uvod z mislijo, da je še kako primerno, da se danes spomnimo teh dveh likov. Še toliko bolj v trenutku, ko nam vsi podatki pravijo, na to je opozorila tudi prej predsednica Dobrila, da pandemija, ki je tako močno udarila po naši družbi, ne udarja na vse enako.
Če so zdravstvene posledice občutne predvsem za starejše, so socialne posledice občutne predvsem za ženske in mlade. Evo, v to mislim, da se moramo zamisliti vsi, ne le ženske, ampak mogoče predvsem tudi moški. In pri reševanju tako velikih problemov se tudi vzeti vzgled tiste, in Marija Barnetič in Jelka Grbec sodita v to kategorijo, ki se niso predali tudi v najtežjih okoliščinah. Hvala. Hvala, Štefan Čok. Bom nadaljevala jaz. Najprej lep pozdrav vsem prisotnim, še z moje strani. Torej, hvala Kseniji Dobila in Štefanu Čoku za uvod in zgodovinski okvir. Da se pogovor ne bi preveč zavlekel, bom vsaki izmed gosti postavila eno različno vprašanje, vendar vabim tudi ostale gostje, da se oglasijo, če bi pri kakem odgovoru želeli kaj dodati. Tako da pogovor bi začela pri senatorki Tatjani Rojc. In sicer prav glede žensk v politiki. Čeprav je dejstvo, da število žensk v politiki postopoma narašča, smo še vedno daleč od tega, da bi bila oba spola enako zastopana. Dovolj, na primer, da pomislimo na novo Dragijevo vlado, kjer imamo samo 8 ministric od skupno 23 ministrov. Katere so po vašem mnenju in tudi izkušnjah največje ovire, s katerimi se ženske srečujejo, ko se podajo v politične vode in predvsem politično kariero? Ja, hvala lepa za vprašanje in hvala lepa tudi Štefanu Čoku, da je tako temeljito zaobjel delo dveh žensk, ki sta postavili temelje vsem nam, ki smo jim sledile. Pravilno ugotavljate, da je danes število žensk v politiki seveda še kar močno, oziroma prisotnost je še kar močna. Seveda, politika pa je stvar moških. O tem se vedno pogovarjam s kolegicami. Politika je krojena po moško. Čeprav mislim, da so ženske na političnem področju veliko bolj pragmatične, ker so pač vajene, da krijejo različne resorje, od najbolj praktičnih domačih do visokointelektualnih, je njihova moč in njihov vpliv večkrat premalo viden in premalo poznan. To je, mislim, precej značilno za italijanski parlamentarni ustroj in tudi za italijansko državo. Ker če pomislim, kako pozno so ženske dobile neko, bom rekla, neko mesto znotraj pomembnih stvarnosti v Italiji, to, da so lahko postale sodnice šele leta 1965, recimo. To je težko razumljivo za nas danes, še bolj pa za nas, ki smo nekako živeli tudi na področju, ki je imela ki je bilo pozorno tudi na to, kar se je dogajalo v Jugoslaviji, ker je bila družba postavljena na drugačne temelje in so bile mogoče ženske bolj enakopravne in to tudi zaradi tradicije osvobodilne fronte in tako dalje. Da se še vedno čuti redko žensko prisotnost v tistih organih, ki dejansko krojijo stvarnost države, recimo pri kasacijskem sodišču, in tudi v sodstvu, in je znak, kako se ženske težko pretolčejo do ključnih mest. Danes vidimo, kako je nastala Dragijeva vlada, kjer so njegove, bom rekla, osrednja oporišča postavljena na moško kompetenco. Na drugi strani pa je nastalo zelo močno negodovanje zlasti znotraj Demokratske stranke, ki je tista, ki naj bi imela največjo pozornost do prisotnosti žensk in so se ženske dejansko uprle. Jaz
nisem do trenutka, ko sem se začela ukvarjati s politiko, nisem pravzaprav niti dobro razumela, kaj pomeni pozornost do žensk v politiki. Danes se zavedam, da so rožnate kvote potrebne, zato ker drugače bi imele ženske, čeprav so še kako sposobne, in tukaj na ekranu vidim cel kup prisotnosti, ki kažejo na res visok nivo slovenskih žensk na vseh področjih. Če ne bi imeli tega naboja, bom rekla, bi bila slika verjetno malo slabša. Rožnate kvote ponavljam, jaz nisem bila navdušena nad tem, niti kar se tiče akademskega sveta, niti kar se tiče političnega sveta, ampak res je, da so ti svetovi narejeni za moške. Če pomislite, da je šele leta 1979 Nilde Joti postala prva ženska predsednica poslanske zbornice in da smo dobili prvo predsednico senata šele leta 2018 Kazelatijevo, to kaže na to, kako malo pozornosti je bilo do tega, da bi ženske zasedale tista mesta, ki so najbolj ugledna v državi. Da so pa potem dejansko tudi pri zakonskih predlogih, ponavljam, ženske veliko bolj pragmatične, to je jasno razvidno, in da so bolj pozorne na socialne tematike, da so bolj pozorne ne na enakopravnost, ki naj je sama sebi namen, ampak na enakopravnost med ljudmi, ne samo med žensko in moškim, med ljudmi, med posamezniki, in da ciljajo na to, da morajo biti predvsem prednjačiti kompetence in ne neka spolna pripadnost. To kaže na dejstvo, da je bilo prehojene ogromno poti, ampak da smo še zelo daleč od tega, da bi lahko rekli, da smo dosegle neko enakopravnost in neko, bom rekla, splošno priznanje znotraj tudi političnega sveta. Najlepša hvala, Tatjana Rojc. Navezala bi se na rožnate kvote in mogoče se v tem primeru obratam na Sabrino Morena. Kot je že omenila Tatjana Rojc, rožnate kvote so pripomogle k večjemu številu ženskih predstavnic v politiki. Kljub temu pa smo slišali, ne zasedajo zares pomembnih in ključnih položajev. Moje vprašanje je, po vašem mnenju, kje tičijo vzroki za to? Zakaj se ženskam v večji meri še vedno ne zaupa teh vodilnih funkcij? Oprostite, na zadnjo sem slišala slabo. Zakaj ženske? Zakaj se ženskam še vedno ne zaupa vodilnih, ključnih funkcij, položajev, pomembnejših ministrstev? Ja, dobro vprašanje. Hvala za vabilo in upam, da moja slovenščina ne bo tako slaba, in ker mi je malo težko govoriti o politiki, predvsem v slovenščini, ampak bom poskusila. Mislim, da zakaj? Zakaj vemo, da v politiki je tudi borba na mesto, na ministrstvo, in to pomeni, da če je mesto za žensko, je mesto, da moški ne bo dobil. In tudi to sigurno je problem velik. Ampak mislim, in to
In to mislim, da je ta borba med spolom v partiji. Točno to, mogoče so te dinamike že znotraj samih strank. Ja, mislim, da je nekaj se bo spremenilo, se bo začelo. Jaz sem za rožnate kvote, zato ker, na primer, jaz ne bi bila sigurno v politiki, če niso bile. Takrat, ko meni so vprašali, da bi se kandidirala za pokrajino, moja partija je bila SEL, Levica, ekologija in ne vem, ker v slovenščini je bilo LES, Levica, ekologija in Svoboda, oprostite, moram pomisliti. In takrat prav partija se je odločila, da list bo moški in ženska, in tako. In meni so to vprašali, jaz takrat nisem bila vpisana na partijo, sem delala samo kulturno politiko in nič ni v partiji. Ampak potem sem videla, potem sem bila tam in sem tudi vodila partijo na koncu, ko so jo zaprli, tudi. To je bilo zelo žalostno po eni strani. In to je problem, in potem je odvisno od partije. In kaj sem hotela reči, da to je bilo že pred 10 leti in to pomeni, da so nastope, da zdaj so šli 10 let in zdaj je čas, da moški pustijo prostor za ženske. Dobro, najlepša hvala, Sabrina Morena. Zdaj se pa obračam na Valentino Repini. In sicer, kot smo že slišali tudi od Ksenije Dobrila, severne in tudi nekatere druge države imajo na vodilnih mestih ženske. Ne vem, na Finskem je predsednica vlade komaj 35-letna Sanna Marin. V Estoniji je predsednica vlade 43-letna Kaja Kallas. Potem imamo na Novi Zelandiji predsednico vlade 40-letno Jacindo Ardern. Da o Angeli Merkel in Theresi May sploh ne govorimo. Torej, saj imamo tudi v Italiji nekaj primerov žensk na pomembnih položajih, ampak si lahko v Italiji sploh predstavljamo, da bi imeli kot prvo ministrico ali celo predsednico republike žensko? Me slišite? Ja. Hvala Martina tudi za zanimivo vprašanje. Jaz izkoristim še priložnost, da se zahvalim za povabilo, da čestitam vsem ženskam, ki sooblikujejo to okroglo mizo, in vsem ženskam, ki so se pridružile posluhu naše debate. In istočasno jaz bi se tudi zahvalila vsem moškim, ki so prisotni, vsem tistim moškim, ki spodbujajo in so ob strani ženskam v teku celega leta in se skupaj z ženskami bojujejo za v bistvu pravičnejšo prihodnost in pravičnejši svet, v katero sodi seveda tudi enakopravnost. In mislim tudi, da ženske v tem boju, ki se ne neha v bistvu in ki, kot smo že povedali, kot je bilo že nekaj postavljeno v ospredje, zaobjema tudi zelo nevarno past, ki jo predstavlja recimo pandemija, ker v bistvu najbolj ogrožene skupine tvegajo, da nazadujejo, med temi tudi ženske, kot je bilo že povedano,
in tudi pri aktivnem vključevanju v politiko. In mislim, da pri tej zadevi je zelo pomemben nek kulturni preobrat, vzgojni preobrat. In z tega vidika se mi zdi, da določene države, kjer je ženska emancipacija del neke kulture in zelo močna, dokazujejo že s tem, da ženske zasedajo tako pomembna mesta, da je kulturna podlaga bistvena. In na tem jaz mislim, da je treba zelo dosti delati, recimo takrat, ko se opozarja na pandemijo, kjer žal se opaža, kako narašča nasilje v družinah. Tema nasilja je tema, ki jo treba obravnavati, po mojem, že pri vzgoji otrok, že od vrtca dalje. Otroke je treba učiti, da nasilje prepoznajo, da nasilje je treba absolutno se ga braniti, ga opustiti, povedati, če pride do nasilnih dogodkov. In ravno tako je treba že od tistih let dalje vzbujati pri najmlajših vzgojo spoštovanja in pomen enakopravnosti. Naj omenim recimo kot primer pri tem, kako recimo se lahko pripomore k temu prav s kulturo, da se premaga tudi določene stereotipe in tudi patriarhalni družbeni sistem. Recimo v Trstu pred nastopom te občinske uprave so poskušali uvajati že v vrtcih tako zvano igro spoštovanja, il gioco del rispetto, ki je ta občinska uprava, ena izmed prvih dejanj je bila prav ukinitev te igre, ki spodbuja prav k temu, da se spoštuje enakopravnost in se otroke učijo enakopravnosti. Jaz bi ob tem še izpostavila dve temi, ki sta mi pri srcu, ker smo jih tudi obravnavali zdaj v tem času, v bistvu tudi skupaj s Sabrino, kot občinski svetnici, in sicer tudi pomen recimo ženske toponomastike. Naj povem, da na primer v Trstu, morda je glede na to, da Trst tega vidika je bil vedno, recimo če pogledamo v vsedržavnem vidiku, verjetno tudi napredno mesto, kar zadeva ženske vloge, ampak vsekakor v mestu na 1306 ulic, le 39 ulic so poimenovane po ženskah, kar je v bistvu zelo, zelo nizek odstotek. In recimo tudi glede tega je prej recimo Štefan Čok omenil o zelenico pri Svetem Jakobu, ki je poimenovana po Bernetičevi. Recimo mi še vedno čakamo, čeprav smo ves ta mandat spodbujali upravo, da se poimenuje zelenico pri Svetem Ivanu po Marici Nadlišek. Še vedno čaka na seznamu tistih svetniških pobud, ki jih upamo bomo uspeli obravnavati do konca tega mandata, poimenovanje ulice ali neko spominsko beležje po Lidi Kozlovič, ker tudi to je bilo predlagano. Vsekakor si štejem v čast cele leve sredine, da je prodrl vsaj predlog, da je v tem času prišlo do tega, da je dosmrtna senatorka in velika ženska Liljana Segre prejela častno občanstvo občine Trst. Najlepša hvala Valentini Repini. In ko ste že načeli pogovor o vzgoji otrok, se navežem na to temo in mogoče vprašanje postavljam recimo Moniki Hrovak ali pa Maji Trence, mislim, da sta obe mami. Vse več je govora o vzgoji otrok in tudi predvsem razlikah pri vzgoji med fanti in deklicami. Ne vem, na primer, da se deklice v večji meri opozarjajo, naj bodo previdne, umirjene, pridne, fantke pa se nasprotno spodbuja, naj bodo pogumni, da se znajo postaviti zase. Se vam zdi, da kakšne razlike imajo kakšen vpliv na to, da se moški v večji meri odločajo tudi za politično kariero ali pa druge bolj izpostavljene položaje?
Mislim, se vam zdi, da to vpliva na to? Dober večer, kaj začnem jaz, Maja? Je v redu? Dober večer vsem, tudi z moje strani. Hvala pobudnikom te debate, je res zelo zanimivo in tudi seveda živelj 8. marec za vse nas ženske in seveda za moške, ki nas podpirajo. Gotovo vzgoja ima ogromen vpliv na otroke. Sicer jaz imam majhno deklico, sedaj bo stara 5 let, nimam primerjave, da bi imela še fantka, recimo, tako da ne bi vedela recimo prav iz prve roke, kako bi to izgledalo. Gotovo sem pa prepričana, da smo lahko mi same ženske zgled tudi za otroke. V smislu, moja hči je že navajena, da mama zmanjka, ker ima sestanek, ker ima pač zadolžitve in to, odkadar je bila praktično dojenček, ker sem jo imela v prvem mandatu. Gotovo je treba sensibilizirati predvsem otroke in najstnike, da pridemo nekako do ene enakopravnosti od mladih nog, recimo. Čeprav sem brala prav danes, če se ne motim, ene statistike, sedaj, ko je šola zaprta in so najstniki doma, da pade vse domače delo nekako na najstnice, manj kot na njihove brate. Tako da že tukaj se lahko vidi, kako je že nekako nažalost ustaljeno dejstvo, da je vedno ženska tista, ki mora recimo nekako skrbeti za dom. Mislim, ni lahko za eno žensko, da se uveljavi v politiki. Vse je možno. Jaz vam povem iskreno, da po vsej verjetnosti, če bi imela punčko eno leto pred prvim mandatom, mogoče bi imela tudi jaz pomisleke, potem pa sem videla, da se utegne vse uskladiti in zato bi bil tukaj tudi lahko en apel, bi povabila tudi punce, predvsem mlade, da bi se začele nekako ukvarjati s politiko. In tudi iz tega prepričanja sem v odbor dala eno mlado odbornico. Verjamem, da to je en način, da lahko vzgojimo nove mlade ženske sile tudi za bodočnost. Najlepša hvala. Bom nadaljevala kar z naslednjim. Ja, ste želela, Maja, Tence, še kaj dodati? Ja, prosim. Tako, glede prav materinstva in recimo tudi delovnega življenja. Recimo za ženske večkrat je dosti bolj naporno. Jaz sem se veliko ukvarjala v zadnjih 20 letih s socialnim zdravstvom in tudi na takih težkih območjih, recimo tako na Melari, na Valmauri in še recimo v mestu. In spoznavala recimo tiste, ki so težave. Vsekakor ženske večje so same zapuščene. Ženske se sramujejo, tudi se sramujejo nasilja. In tudi take ženske, ki na primer so take tudi bolj napredne in ki imajo recimo tudi določene delovne pozicije. In pri teh večkrat se dogaja, da vsekakor doživljajo nasilje, ki je lahko fizično, vendar večkrat tudi psihološko. In to se dogaja tudi večkrat na delu, kajti večkrat si pričakujemo dosti več žensk. To se dogaja. Prej se spraševala Valentino Repini, kakšna je v državami. Seveda mi nimamo recimo takega socialnega podkovanja, sami lahko vidimo, kako nam zmanjkujejo na primer jasli, koliko stanejo na primer jasli, kateri so urniki teh jasli, večkrat, ker imamo tudi te skrajšane urnike. Kar se tiče potem pa tudi bodočnosti, torej kar se tiče družin, kdo potem pa skrbi za ostarele. Danes bomo delali vse do
67. leta. Starši se starajo, zbolijo in kdo recimo, kakšna naj bi bila recimo resolucija za te ostarele, največkrat mi govorimo s hčerkami, torej ženskami ali pa ženami. Kar se tiče tudi, na primer, se bavim veliko z osebami s posebnimi potrebami in smo tudi pri tem opazili, da na primer fantje, moški spol ima lažji prihod recimo do kontakta prav z oskrbami. Smo opazili zadnjič, prav smo imeli ta sestanek s socialnimi delavki in smo imeli recimo, nekaj imeli recimo potrebo, da bi imeli določenih oskrb. Potem pa smo pregledali in punce so bolj mirne, ne. Fantje imajo recimo že v takih mladih letih, recimo, saj smo tudi genetsko, ne, nastavljeni na drugačen način in torej se tudi odgovarja na drugačen način. In to pride, da na primer tudi v teh primerih prav punčke in punce ne pridejo recimo, nimajo istih pravic, ne, tudi do teh oskrb. Kar mislim še vedno, tudi sama ženska, ne, ko se ženska na primer dobi sama z otrokom ali če ima tudi več otrok in to se tudi dogaja, ne. Recimo, kako potem lahko postane aktivna ženska bodisi delovno doma in kako pa lahko ta ženska daje tudi doprinos družbi. In prav zaradi tega, ne, mi se dobimo v takem trdem trenutku, kjer in prav po mojem, ker imamo premalo žensk v politiki, ki se bavijo recimo s tistimi, ki so prav ideali, vrednote ene zdrave in složne družbe, ne. Torej, da bi se malček tudi več osredotočili prav na materinstvo, na otroštvo in na stara leta. Evo, večkrat politika se bavi zelo z gospodarstvom, tudi recimo mi kot Slovenci smo zelo močni, recimo kar se tiče kulture, še kar se tiče jezika, vendar smo še šibki v tem, da bi si mislili eno tako družbo, ki bi lahko dajale iste možnosti vsem našim ljudem. Evo, hvala. Hvala. Evo, glede materinstva bi vas vprašala še to. Mislim, zaščita materinstva je na papirju pravno zagotovljena, ampak v praksi v Italiji bistveno zaostajamo napram drugim evropskim državam. So velike razlike med, mislim, zaostajamo glede usklajevanja ženskega dela in materinstva. Torej, kaj se vam zdi, da je v praksi to, kar ne deluje in zakaj je v Italiji tako težko zagotavljati nujno potrebne strukture in socialno varstvo za otroke in družine, ki bi ženskam olajšale to usklajevanje? Mislim, da je bilo že v mentaliteti tako ustvarjeno, da je slonila nega otrok in tudi, kot je omenila prej Maja, na negi starejših oseb. In prav zaradi tega in pomanjkanja žensk v vseh teh desetletjih po vojni, po moje smo nekako nazadovali na teh socialnih pripomočkih, ki bi bili še kako nujni. Tudi politika, kot je prej omenila senatorka, ni ustvarjena, kako bi rekla, ni prilagojena na ženske. Če pomislimo, da skoraj vsi taki pomembnejši sestanki so v večernih urah, ko ti kot mama skrbiš, kaj bo otrok jedel, kdo bo skuhal, čeprav imaš moža in ti pomaga, imaš mogoče lahko tudi pomoč staršev in tako dalje, ampak imaš vedno tisto mentalno težo, da so stvari vse usklajene, ne. Tako da res verjetno, če bi bila tudi politika tako naravnana, da bi prišla na roko žensk, da
recimo vsi sestanki bi potekali v jutranjih urah. Mogoče, evo, jaz bi rekla, da ta pandemija nas bo tudi nekaj novega naučila, ker uporabljati spletne povezave res dosti pomaga pri urejanju svojega časa, ne? Tako da ti pomaga pri temu, da lahko bodisi nemoteno delaš, kot tudi prisostvuješ raznoraznim dejavnostim. Mogoče bo to tudi en dober izziv za prihodnost in ta pandemija si res želim, da bi vsaj prinesla nekaj dobrega, kar se tiče socialnega področja, tako da bo res dala pomoč ženskam, da se emancipirajo. Čeprav zadnji znaki, kot je prej naštevala Dobrilova, niso najbolj spodbudni, kar se tega trenutka tiče. Če smem še nekaj dodati, prav se strinjam seveda z vsem povedanim, ženske so visoko izobražene in stremijo k visoki izobrazbi, vendar še danes, leta 2021, ženske ne morejo izbrati oziroma morajo izbirati med službo in materinstvom, kar je seveda nezaslišano. To kaže, kako je moška politika imela do danes premalo posluha prav za usluge. Poglejmo, recimo v Sloveniji so jasli nekaj samo po sebi umevnega in tudi urnik sprejemanja otrok je zelo širok, kar daje seveda družinam neko veliko podporo in neko veliko pomoč. Italijanska družba je patriarhalna in to kaže recimo tudi dejstvo, da v Južni Italiji, to sem odkrila prav pred kratkim, sploh ne obstajajo javne jasli. Zdaj, kako si mi lahko zamišljamo, da bodo ženske v službi, in to kaže, kako so v Južni Italiji ženske prikrajšane za službe in kako majhen odstotek ženske v službi, če nimajo nobene pomoči s strani institucij, torej države in drugih administrativnih organov. To seveda daje šibi žensko kot subjekt, ker če nekdo ni ekonomsko samostojen, vemo, da je veliko bolj šibak in da je veliko bolj tudi izpostavljen tismu, kar pravimo nasilje. Glejte, imamo komisijo za nasilje nad ženskami oziroma za umore nad ženskami. So strahotni podatki. Jaz sem pred kakšnim letom sem prisostvovala prav ob 8. marcu na enem policijskim komisarkam, ki so tako govorile in spregovorile o tem, kar se dogaja v družinah. To so strahotne stvari. In to se dogaja predvsem v družinah, ki prihajajo iz nekega kulturnega miljeja, kjer je ženska močno zapostavljena. Ko je prej Valentina povedala, kako je bil Trst, recimo, kako je Trst bil nekako napreden. Če vi pomislite, da smo imeli v Trstu prav med Slovenkami posebej in med Judinjami, zanimivo, ženske, ki so znale že na koncu prejšnjega oziroma na začetku 20. stoletja postaviti enakopravnost kot eno ključnih vprašanj, to pomeni, da je vprašanje še kako zanimalo in še kako bilo stvarno in občuteno. Nazadnje prva feministična revija Slovenka izhaja v Trstu in v njej beremo zelo zanimive stvari in končam takoj. In ker sem se ukvarjala tudi s feminizmom med Slovenkami v 20. letih, poglejte, Fanica Ovidova 23. leta govori, sem si prav izpisala, kako predava za ženske na dijaškem odseku v Tolminu, nekaj glede ženske emancipacije, žena in dela, nekaj radi komunizma. To pomeni, da so ženske vedle, tudi zelo mlade, kaj pomeni emancipacija in kako lahko samo ene določene na določena ideološka izhodišča postavijo žensko v ospredje. Oprostite, da sem tako vstopila v besedo. Hvala. Lahko samo še nekaj dodamo v zvezi s tem vprašanjem, ker jaz
upam in si obetam, da bo tudi ta priložnost investicij s tem novim recovery planom ali fund usmerjen tudi v to politiko vključevanja ženske v družbo s pomočjo in uslugami, ki so namenjene ženskem in družinam. Ker recimo vprašanje jasli je eno bistvenih vprašanj kot usluga v bistvu ženskam in družinam, da se lahko ženske potem bolj aktivno vključijo v družbeno življenje, tudi politično življenje. Istočasno bi bilo tudi po mojem mnenju zelo pomembno spodbujati tudi moške k očetovskemu dopustu, da bi tudi s tem ženskam pomagali, da so malo bolj proste. In ob tem jaz bi ob vsem tem, kar smo povedali, kar zadeva v bistvu vse državnih problemov, ki jih imamo, ampak jaz bi še o velikih razsežnosti in enakopravnosti, ker se mi zdi, da vsekakor statistike so nam lahko veliko pomoč, če si želimo recimo zares videti dejanske okoliščine. Meni so se zdeli, tako, ker sem si malo pogledala, zelo zanimivi podatki, ki je dostopni v strategiji za enakost spolov za obdobje 2025 Evropske komisije, kjer v bistvu prihajajo na dan podatki, ki nekje nam dajo ene spodbude za razmislek. Ker recimo eno poglavje se poglablja v ovračanje spolnih stereotipov, ki so temeljni vzrok za neenakost spolov. In iz tega izhaja zelo pomenljiv podatek, da 44% Evropejcev in Evropejk meni, da je skrb za dom in družino najpomembnejša vloga ženske, in 43% jih meni, da je najpomembnejša vloga moškega, da služi denar. Zaradi tega v bistvu pot za enakopravnost je še dolga. Ob tem jaz bi tudi poudarila na primer neenakega plačila za enako delo, ki dosega 16%. In se mi zdi, da tudi ta je velik problem, ker razlika med višino recimo osebnega dohodka se kasneje izraža tudi v razliki v višini pokojnine, ki med moškimi in ženskami v Evropi je 30%, kar pomeni, da so upokojenke ene od ekonomsko najbolj ogroženih skupin. In tudi to je en problem, ki upam, da bo tudi evropska politika skušala aktivno reševati. To so teme, ki so obravnavane v recovery planu in ki imajo seveda prednost prav v načrtovanju naslednjih, ne naslednjih par let, ampak do naslednjih desetletij. Na tem temelji tudi en del recovery plana, ker gre seveda za vprašanje, ki ni samo italijansko vprašanje, ki je vprašanje, ki zadeva celotno Evropo, in predvsem vprašanje, ki se dotika tudi novih priseljencev, ki imajo drugačna kulturna izhodišča in katerim je treba zagotoviti prav pri vprašanju ženske problematike, uslug in družinske politike, tisto, kar je, bomo rekli, cilj sodobne Evrope. In zato so to te teme, ki so vključene prav v Recovery Fund, kot je izpostavil tudi Draghi med svojim izvajanjem v parlamentu. Najlepša hvala. Ste me že prehitevali z odgovori na moja naslednja vprašanja. V bistvu, glede vključevanja žensk v politiko, vključevanje se pravzaprav začne na lokalni ravni. In s tem se obračam na Tanjo Kosmina, saj konec koncev imamo v svoji sredi kar 2 županji. V resnici pa so to bolj izjeme, ker po podatkih javnih upravnih uradov je v Italiji manj kot 15% županov oziroma županij žensk.
In tudi nasplošno v občinskih upravah je v povprečju le 30% žensk. Torej, kaj bi lahko storili prav na lokalni ravni, da bi bile ženske bolj soudeležene v politično delovanje? Navsezadnje je to prvi korak v svet politike. Me slišite? Sedaj ja. Torej, hvala za povabilo in seveda čestitam vsem ženskam ob Svetovnem dnevu žena. Kar se tiče z moje strani, lahko povem, da pri moji prvi politični izkušnji vidim, da je še malo ženskih figur v politiki sploh. Treba se je angažirati, kot je že povedala prej Monika Hrovat, in že od mladih nog, da vključimo ženske v vse dejavnosti, od kulture do sociale in tudi v politiki. Velika je zadolžitev, biti župan dandanes vidim, da je en velik izziv, si nosimo veliko odgovornost in seveda kot ženske se moramo še toliko bolj potruditi, da se uveljavimo in da nas potem tudi drugi poslušajo in nam sledijo. Pri meni, na moji upravi lahko rečem, da imam visoko prisotnost žensk. Večina mojih svetnic, bodisi iz opozicije kot iz naše ekipe, je ženskega spola, torej dajemo lep zgled in mislim, da vsekakor smo še daleč, kot si ti prej povedala, od enakopravnosti, torej od visoke zastopanosti žensk v politiki in mislim, da vsekakor, če se bomo povezali, če bomo solidarne med nami, pa mislim, da bomo še marsikaj in sem prepričana, da bomo dosegli. Najlepša hvala. In na vas se obračam še z enim vprašanjem in sicer nažal vse preveč aktualno temo nasilja nad ženskami, ki je sploh v času pandemije drastično naraslo. Tudi v primeru, ko žrtev nasilje prijavi, vemo, da obstoječi ukrepi in postopki so pogosto neučinkoviti. Ste mnenja, da bi bilo potrebno kaj ukreniti glede tega, tudi glede čustvene vzgoje otrok, da bi se ta pojav omejil in zmanjšal, ali vidite še kakšne druge možne rešitve za ta žalosten pojav? Žal, v času pandemije smo vsi prisostvovali visokemu številu nasilja, predvsem med hišnimi stenami. To smo opazili tudi še posebno v zadnjih mesecih in s tem v zvezi smo se tudi v zadnjih mesecih vse tržaške županje z našega krasa, z tržaškega krasa povezale tudi v skupni iniciativi in smo postavili tudi te rdeče poklopi pred našimi občinskimi stavbami, tako da sensibiliziramo naše ljudstvo in tudi da spodbudimo vse ženske, da v primeru težav in katerekoli stiske se lahko obrnejo na pristojne ustanove, ki so na razpolago. Seveda je treba graditi, je treba poslušati ženske, sensibilizirati tematike že od šolskih klopi dalje, tako da potem zrasejo lahko s pomembnimi temelji, zdravimi temelji in tako tudi postanejo tudi bolj samozavestne in seveda bolj odporne do vsega tega. Najlepša hvala. Torej, slišali smo, da je politika narejena za moške. Ne vem, komu bi, mogoče Valentini Repini bi namenila to vprašanje. Torej, kakšna bi bila po vašem mnenju politika, če bi bilo na vodilnih položajih dejansko več žensk in bi dejansko dosegli to enako zastopanost med spoloma? Ker po nekaterih raziskavah izhaja, da so ženske bolj v politiki bolj sodelujejo, smo slišali, da so bolj pragmatične, imajo drugačne prioritete. Ja, in tudi jih
razlikuje nekje na večja empatija, večja pozornost do sočloveka in verjetno tudi večja pozornost do tistih skupin, ki so bolj ogrožene. Nenazadnje, kot se je že povedalo, iz marsikaterih statistik izhaja, da so ženske v času pandemijo boljše upravljale. Zaradi tega jaz si obetam, da bi ženska participacija v politiki narasla, ampak je nujno potrebno. Jaz lahko povem to zase, če jaz ne bi imela okoli sebe partnerja, ženske prijateljice, ženske prijatelje, moške prijatelje in družino, v bistvu mamo in sestro, ki bi me spodbujale in bi mi pomagale, verjetno težko bi si lahko v tem času vzela toliko časa za politiko in za službo. Moraš imeti okrog sebe krog ljudi, ki te spodbuja, ki ti pomaga, prijateljice, ki znajo tudi potrpeti, če te pogostoma samo slišijo po telefonu, ker nimaš priložnosti, da jih srečuješ. Ob tem, da jaz nisem mama, kar pomeni, da se ne srečujem s problemom, kam z otrokom in tako dalje. Zaradi tega po eni strani usluge morajo naraščati v bistvu in omogočati ženskam, da se lahko vključujejo. Ob tem moraš imeti ob sebi krog ljudi, ki ti pomaga in ki te spodbuja. Drugače je težko. Potem ti si seveda organiziraš življenje na tak način, da stvari grejo. Samo v bistvu eno naklonjeno okolje je nujno potrebno. Zaradi tega mislim, da tudi pri to, kar sta povedali obe župani, da sta skušali zdaj to delati, da bi tudi mlade ženske uvrščali med odbornice in podobno, je zelo pomemben korak, na tem moramo delati in jaz ne povem tudi, da zdaj naša skupina dela aktivno na tem, da bi tudi za naslednje občinske volitve dobili tudi ženske predstavnice za mestne rajonske svete in v bistvu za vse rajonske svete v Trstu. In zaenkrat moram reči, da smo tudi uspešni, ker nekatere pozitivne odgovore smo dobili, na tem delamo še naprej, ker mislim, da v bistvu tudi kjerkoli, tudi recimo jaz lahko povem tudi nekje v službi, na poklicnem življenju, mešane ekipe delujejo boljše, ker če dobiš kompromis in vsak prispeva svojo senzibilnostjo, marsikaj se naredi. Tako da si res obetam, da bomo naprej znali to delati. Čeprav se mi zdi, da tudi danes, tako v tej sestavi, ki smo, je eno dejstvo, da smo ena svetla plat medalje, ampak v naši skupnosti imamo ženske predstavnice malo povsod. Vse državna slika je drugačna, mi pa z tega vidika nadaljujemo z eno pozitivno tradicijo. Najlepša hvala. Ker je že skoraj 1 ura mimo, bi rekla, da se počasi bližamo koncu in bi za zaključek postavila še eno vprašanje vsem oziroma tisti gosti, ki želijo odgovoriti. Kaj bi svetovali mladim ženskam oziroma dekletom, ki se zanimajo za politiko in bi se rade uveljavile na tem področju? Mogoče, ne vem, naj začne Maja Tence. Ja, svetovala jim bi, naj se bojijo pristopati, ker večkrat ženske se bojimo, kaj bomo zgrešile, kako bomo povedale, da moramo znati vse povedati in vidim, da na primer moški si ne delajo toliko problemov. Mi ženske moramo biti vedno zelo pripravljene, zelo se pripravimo in imamo vedno eno tako negotovost v sebi. To mislim, da je še nekaj, tako bi lahko rekli, ki izhaja tudi iz mladih let, saj videvamo tudi prav v politiki večkrat. Največkrat in je 7 moških, ki govori, samo 3 ženske. Pri tem pa se moramo prav vzgajati že od mladih let in potem še nekaj, mi moramo se tudi baviti več z znanstvenimi predmeti, z ekonomijo
in še z drugimi takimi predmeti, ki jih nimamo še totalno tako pri sebi v krvi, ne. Saj, ko se je ženska recimo začela baviti s kulturo, večkrat zelo veliko s kulturo, nekaj manj, sedaj to menjuje. V Severni Ameriki, na primer, zelo gradijo tudi na tem, ne, da bi ženske čim več se bavile s temi znanstvenimi predmeti, ker to pa te uči tudi pristopati na drugačen način, tudi zelo recimo tehničen in tako pragmatičen. Evo, se ne smemo bati. Najlepša hvala. Hvala. Kdo bo naslednja? Se mi zdi, da je Tanja Kosmina hotela že prej nekaj povedati. Tanja, imaš mikrofon. Mikrofon. Oprostite. Ja, jaz bi svetovala vsem puncam, naj se poglabljajo v znanju, naj širijo svojo kulturo, naj se udejstvujejo na vseh področjih, bodisi kulturnih kot tudi športnih, tako da bodo imele veliko obzorja in bodo tudi bolj pripravljene potem se spopasti tudi za katerokoli tudi politično in socialno zadevo in seveda z lepim kulturnim, torej z lepo kulturno pripravo se seveda veliko doseže. Hvala tudi vam. Jaz, če dovolite, bom malo bolj kritična. Mi smo hiperkritične do samih sebe, seveda. Ne iščemo oblasti, si prizadevamo za rezultat, vendar jaz bi si želela med nami večje tako imenovano sestrstvo, večjo solidarnost med ženskami, ker mi znamo biti zelo močno konkurenčne med sabo, marsikdaj pa manj konkurenčne, ko se spopadamo z moškimi. Tako da to si želim, da bi se ženske naučile, ker 8. marec je vsak dan in če bomo mi znale biti solidarne med sabo, bomo dosegle veliko več tudi v politiki. Hvala, se zelo strinjam z vašo izjavo. Dajem besedo mogoče Saprini Morena. Ja, bi se vrnila malo nazaj, malo bi govorila, kako moramo v politiki, da se ne zgodi kot zdaj v deželi, da je v KP Grupo, ne vem, glavne skupine, je ta komisija, najpomembna komisija v politiki, v administraciji, da zdaj v deželi so samo moški v tej komisiji. In to po moje je zelo slabo in tudi, če bi si malo povezala s tem, kar je rekla Maja Tence in tako, da ni prav politika, ne misli, ni na materinsko, ni na otroci, ne na starši. To je zelo slabo, če so samo moški, zato ker oni nimajo, zato ker mislijo, da ženske morajo skrbeti za skrbniški delo, oni nimajo v glavi, ne morejo razumeti, kaj je. In če niso ženske v tej komisiji, to pomeni, da je nekaj zelo slabo. Prav je kot, da so ženske, ni predstavitev žensk prav v politiki. In to je zelo, zato bi trebovalo že prej in bi treba, da je dvojna preferenca, ko so volitve. In to je en zakon, ki čaka zdaj v deželi, ampak niso
se mi zdi, da so rekli, da mogoče desnica je rekla, da nekaj bo popravila, ne vem, bodo oni dali eno novo, nek se ne razume, ampak tam leži ta zakon, ne. In to je zelo slabo, ker če ne bo dovolil ta zakon, to pomeni, da bomo naslednje volitve v deželi bo isto, ne, bo še manj ženske. In to prav je nekaj slabega in to je treba, zato je treba boriti tudi za ta zakon, ne, zakonodaje, ne. In za mlade in za politiko bi rekla, da politika mora poboljšati tudi, da bi bila bolj zanimiva tudi za mlade in za mlade ženske. Se mi zdi, da zadnjič ni dala tako najboljše zase. Mislim, da politika bi bilo lepo, če bi bila nekaj, da razumeš, ne, da človek razume, kako je pomembno skrbeti za blago, skupni blago, ne, bene comune, ne vem, če jaz sem rekla tako, in delati politika za to, ne, zato, ker jaz hočem, da to, in zato, če ti imaš to v glavi, to je pomembno, ne. Če politika je potem kariera, nekaj drugega, se ne razume samo vlast, to ni v redu. In zato tudi mlade mogoče nimajo toliko, jih ne zanima, ne. In za ženske sigurno je, za punčke in tako, da ja bi svetovala, da bi študirale in da bi bile samostojne, vedno. To je prva stvar, prav samostojne, ekonomsko samostojne, tako. In da se borijo potem, da se skrbijo za blago, skupni blago in ni samo svojo družino, ampak za vse. In tako, in upam, da ne vem, da ta Next Generation Europe nas bo pomagal, da naša družba postane, da v naši družbi bodo iste možnosti, zato ker zdaj ni tako. Najlepša hvala. Hvala vam. Mislim, da ženske večinoma pristopajo v politiko bolj s to idejo za skupno dobro in skupno blaginjo, mogoče bolj kot moški. Tako da ja, dajem besedo še Valentini Repini in Moniki Hrovatin, če bi rade še kaj dodale, kakšen nasvet. So že predhodnice še precej povedale, bi jaz samo rekla, da res je treba dosti študirati, dvojno študirati, ker da dokažeš, da nekaj znaš, se moraš presneto truditi. Marsikdaj v večernih in tudi nočnih urah, predvsem, ko imaš odgovornosti. Ampak, ko stopiš v politiko, ni samo, kako bi rekla, garanje, so tudi zadoščenja po drugi strani. Dobiš zadoščenja v tem, ker dobiš ekipe ljudi, ki delajo s tabo, ki gledajo v isto smer, ki si prizadevajo za boljšo prihodnost. In tisto, kar opažam, recimo, je to, da ne primanjkujejo samo mlade ženske trenutno v politiki in tudi na drugih nivojih, društvenih in tako dalje, ampak tudi mladi moški, ne. Me skrbi bodisi dejstvo pač, da smo kot ženske na kakšen način zoperstavljene, ampak tudi mladi. In brez mladih žensk in moških ne more biti dobre prihodnosti. Tako da moramo biti mi prav v prvi vrsti tisti, ki privabimo na kakšen način mlade, da jih vse udeležimo, najprej pri stvareh, ki niso tako zahtevne ali ki ne terjajo večjih odgovornosti, da se potem nekaj naučijo
in potem z izkušnjo se lahko počasi nadgradijo. Ampak pozorni res moramo biti na vse mlajše sile, ker zgubljamo te mlajše generacije po poti. Tako da investicija v fante in dekleta bo mogla biti maksimalna v naslednjih letih. Hvala. Ne, jaz zelo na kratko v bistvu se strinjam z vsem, kar je bilo povedano, in bi opozorila tudi na to, glede na to, da ta priložnost nastaja prav ob 8. marcu, ne, in smo se danes v bistvu tudi zahvalili vsem ženskim prednicam, ne, ki so omogočile, da danes živimo v bolj izenačenem svetu, ampak kot smo povedali, si ženskih pravic ni nikoli mogoče izboriti do konca, zaradi tega je nujno potrebno, da smo še vedno zelo v bistvu in previdni in zavzetni za to, da se ta boj nadaljuje, ampak mislim, da kar zadeva predvsem mladih žensk, ki morajo biti nekje ozaveščene, ne, tudi o nevarnosti, ki jim preti. Ker recimo en primer, ki me je zdaj v teh letih tega mandata, moram reči, pretresel, je na primer pravica do odločanja o lastnem telesu, ne, ki se pogosto pojavlja kot politična tema, ne, in se mi zdi grozljivo, da leta 2021 žensko telo je še vedno recimo ozemlje številnih spopadov, ne. Ob tem jaz mislim, da morajo nekje mlade ženske razumeti, ne, in skupaj z njimi tudi mlajše generacije fantov in moških, da enakopravnost, ki so jo ženske recimo nasledile, ne gre razumeti kot samoumevno, ne. Zaradi tega mislim, da je prav ta kulturni naboj in ta trenutek, vzgojni trenutek, izredno pomemben, da v bistvu omogočimo tudi mlajšim generacijam, da si nekje lahko ustvarijo eno boljšo prisotnost, eno boljšo prihodnost, ki naj bo tudi bolj absolutno vključujoča za vse. Hvala. Zdaj bi dala prostor, če je še kakšno vprašanje s strani poslušalcev. Če smem, bi jaz tako razbil let in samo na kratko statistiko, ne. Današnje srečanje potrjuje vse tiste številke, ki smo jih slišali na začetku. Tudi danes na tem srečanju, ki je bilo sicer odprto javnosti, je prisotnih 2/3 žensk in samo 1/3 moških. In to me nekako, ne rečem zaskrbi, niti pomirja, ampak tudi tukaj si lahko postavimo vprašanje, kako bomo lahko postali bolj učinkoviti in tudi moški del, čeprav spadam mednje, prepričali, da moramo tudi mi se boriti, da ženske dosežejo ta svoj cilj, da dosežejo popolno enakopravnost, ne. Ker če smo manjšina kot Slovenci v Italiji, so tudi ženska manjšina v tem primeru, ne številčno na splošno, ampak v politiki in drugih sektorjih podhranjene, in zaradi tega bomo morali tudi mi se potruditi in si zavihati rokave in omogočati ženskam, da se tudi še dodatno angažirajo v vseh ključnih sektorjih. Hvala, Marino. Še kakšno vprašanje? Bi še kdo kaj dodal? Lahko samo. Ne, kar Tamara, kar. Ne, dej, Luiza. Ne, se samo 2 besedi iz lastne izkušnje. Lahko, ja. Samo 2 besedi iz lastne izkušnje, pač tudi jaz sem imela izkušnjo v javni upravi in seveda tudi službeno, družino, otroke. Vse sem uskladila, vse sem uspela, seveda, če bi imela več možnosti strani države, da bi lahko
izkoristila kako priložnost, bi bilo boljše, ampak vseeno mi je uspelo in so se otroci navadili na to. Ne opažam pa v svojem okolju, ne v vaškem, ne v mestnem, ne v poklicnem, da bi ženske imele potrebo po politiki, željo, da bi se izpostavljale ali da bi nastopale, ker konec koncev v politiki moraš nastopati in to nastopanje je vedno, nisem sposobna, ne uspem. Ta stvar nastopanja je bila vedno problem in potem, mogoče jaz vsega ne razumem, jaz bi se ne izpostavljala, ne grejo rajši moški, imajo več časa. Še vedno obstaja to slaba navada, da pošiljamo moške naprej, jaz rajši, tako sem rajši v ozadju. To je in še vedno močno v ženskah, ki so izobražene, imajo visoko izobrazbo, sposobne, imam ogromno prijateljic in kolegic, ampak vseeno ne rade se izpostavljajo. In v tem je tudi napaka. Jaz moram reči, da kje sem se jaz najbolj naužila politike, najprej v osmici, vam povem po pravici. V osmici so bili moški in so tam kričali in se jezili in se kregali in bil Fanfani, bil Andreotti in tam poslušaš in razumeš. Potem v društvu, ker v društvu si se naučil sestankovanja, si se naučil vloge, nastopanja in tudi kritično razmisliti, kaj se dogaja, kje je bistvo in kje je rešitev. In potem, ko sem bila na občini, sem bila s 3 moškimi, ki so bili v opoziciji, oziroma jaz sem bila edina v demokratski stranki, drugi 3 so bili v drugi stranki. To je bila uprava naša. In so me že iz tega razloga gledali drugače in z nezaupanjem. Kaj šele to, majhna ženska, kaj si želi, kaj hoče. Ampak če potem dobiš primeren pristop in si tudi odločna, te na koncu tudi poslušajo. In gre. Seveda, se moraš veliko bolj boriti. To je gotovo, ampak mora nekje priti ven iz nas, in veliko poslušati, veliko poslušati. Se vključiš v stranko in hodiš na sestanke. In tam poslušaš tribune, debate in se ti vedno bolj odpira. In to vedno pravim vsem puncam, ki jih poznam, ki pridejo v knjižnico, skupine ali seveda svojim otrokom in tako naprej. Ampak ne vidim tega velikega interesa strani žensk danes, 2020, da bi se aktivno udeleževale in se aktivno postavile in govorile v javnosti in povedale svoje. Tako, hvala. Hvala, je žal kar nekaj resnice v tem, kar ste povedali. Se strinjam z vašimi izjavami in predam besedo Tamari Blažina. Ja, zelo na kratko. Dobro večer vsem in se zahvaljujem za to priložnost. Se strinjam z vsem, kar so povedale govornice. Jaz bi samo dodala 2 misli. Na začetku je bilo govora o teh rožnatih kvotah. Jaz, čeprav na začetku svoje politične kariere se s tem nisem strinjala, sem tekom let ugotovila, da je to edini način, da lahko pridemo na površje. Sicer je to, kot se večkrat reče, nek začasno sredstvo, tranzitorno sredstvo, dokler ne bomo ženske imeli enakih možnosti. Ker mislim, da konec koncev gre za to, da imamo ženske enake možnosti, da se uveljavimo v politike. To žal zaradi vseh razlogov, ki so jih danes so bili že našteti, od tega, da je še vedno v družini glavno breme na ramenih žensk, do pomanjkanja socialnih storitev in tako dalje. In tudi sama politika pač je taka, da ustroj politike, da je za ženske
po eni strani nezanimiva in po drugi strani težko dosegljiva. Tako da jaz bi rekla tudi tistim, ki na nek način osporavajo tem rožnatim kvotam, da je to neka aktivna diskriminacija, kot jo poznamo tudi za manjšine, ki rabi, dokler ne bodo tako imele ženske enake možnosti, da se uveljavijo. Druga stvar, kar je že nekdo rekel, je samozavest. Jaz mislim, da smo ženske premalo samozavestne in če stopimo v politiko in če sprejmemo kako funkcijo, moramo biti 110% prepričane, da bomo tisto zmogle. Z razliko od moških vidimo, tudi pri ženskah smo videli nekatere podministrice, podtajnice, da niso prav pripravljene za tisto mesto, ampak na splošno, če moram reči, da smo premalo korajžne, kot je bilo rečeno, premalo samozavestne, verjeti moramo v naše sposobnosti in tudi v to, da prinašamo v politiko in tudi v druge sektorje, rožnate kvote so zelo pozitivne, imele pozitivne učinke recimo v gospodarstvu, s tem, da imajo na podlagi zakona, ki je bil odobren tudi v upravnih odborih teh delniških družb, zdaj ženske določeno prisotnost na vseh področjih. Moramo imeti to sposobnost in biti prepričane, da zmoremo. Ne samo, tudi ko smo v politiki, ne smemo biti pripravljene, da sprejemamo samo resorje za kulturo, za socialo, ampak ravno tako za bilanco, za gospodarstvo, za infrastrukture, ker kot je bilo rečeno, imamo danes veliko žensk. Tudi če pogledamo statistike o diplomiranih ženskah, vidimo, da je višji odstotek žensk diplomiranih z najvišjo stopnjo in z najvišjo oceno na univerzi kot moški, kar pomeni, da obstajajo. Mogoče, če se lahko samo jaz vključim za trenutek, ker zdaj mislim, da je Tamaro prekinilo, jaz bi izkoristil to priložnost tudi za apelirati, ker je bilo en kup veliko govora okoli tega, kako se vključujejo dejansko ženske v politiko, primeri dobre prakse, Tanje in Monike, ki vključujejo v svoje, bi rekel, odbore in na občinah in tako naprej, bi rekel, ženske, in mislim, da je to dobra praksa. To se pravi, da en apel, da bi rekel, ta zasedba, ker ste, bi rekel, že vključeni v politiko, spodbudile nova poznanstva, nove, bi rekel, ženske, da se mogoče vključijo v politiko. Zdaj bojo občinske volitve, za rajonske svete in tako naprej, tako da bi bilo zelo pomembno, tudi z Valentino smo o tem razpravljali, da bi mogoče mladi pristopili v politiko, mogoče preko kandidature v rajonskih svetih, v vseh predeljih mesta. Tako da, evo, ta bi bila mogoče ena priložnost, da spodbudimo naše mlade punce in dekleta, da se lotevajo, bi rekel, tega vprašanja in mogoče, da jih spodbudimo, da stopijo v politiko. Potem, da ne bomo predolgi, bi jaz s tem pogovor zaključila. Kot je napisala Tatjana Rojc, smo si očitno imeli veliko kaj povedati. Tako da jaz se iskreno zahvaljujem vsem gostjam za izčrpne odgovore in sodelovanje in tudi vsem ostalim poslušalcem in prisotnim za prisotnost. V upanju, da bo politika v prihodnje bolj ženstvena, naj živi dan žena. In želim vsem lep večer in srečno ženske.